Bine, prišla sva do najnega sklepnega vprašanja, ki se mu reče, kakšna je prihodnost Slovenije. Zdaj pa vas sprašujem tako kot bivšega gospodarstvenika, ne, in zdaj tudi kot finančnega svetovalca, analitika. Ne. Na splošno, recimo, če malo pokomentirate, kam gre slovensko gospodarstvo, pa recimo na koncu še ta pokojninski del. Recimo. No, kar se pokojninskega dela tiče, mislim, da sem povedal, precej optimistično bo nekdo rekel, ampak mislim, da dokaj realno in dejstvo je, da sistem kot tak v normalnih razmerah funkcionira in je vzdržen in bo tudi v bodoče vzdržal, če bomo redno sprejemali ukrepe. V večji meri je odvisno, kaj se bo dogajalo z ekonomijo kot celoto. Mi smo imeli bistveno večje težave takrat v finančni krizi leta 2008, ne zaradi pokojninskega sistema, ne zaradi starih, ampak zaradi ekonomije kot take. To se pravi, tu je večje tveganje, da se potem seveda lomi tudi, tako kot na vseh drugih področjih, se potem lomi tudi na pokojninskem področju, če ekonomija klecne kot celota zaradi drugih razlogov, ne zaradi starosti kot take. Se pravi, bolje vprašanje, kam bo Slovenija gospodarsko šla tu. Je moja ocena, da je seveda bolj odvisno, kako se bo Evropa kot celota pozicionirala. Da moramo gledati skozi te oči. Mislim, da je Slovenija prilagodljiva, da imamo niše, da se znamo, da se tudi znajdemo, kolikor toliko, čeprav seveda marsikatere ekonomske rešitve bi lahko zapeljali drugače okoli tega. Ni dvoma, mislim, da imamo nekaj vzorov, pravzaprav bi tudi rekel, da se mi zdi, da določene ekonomske poteze delajo Hrvatje boljše kot mi, da bi morali mogoče bolj analizirati, kje so tiste razlike. Ampak generalno recimo, da lahko sledimo razmeram Evropi. Bolj tisto, kar me recimo na dolgi rok bolj zaskrbljuje, pa seveda pozicija Evrope kot celote, kot take, pa ne za Evropske unije, pa kako vodi von der Leyenova ali ne. Gre za vprašanje, tu jaz vidim največjo dilemo. Mi smo v Evropi nekako malo zaspali na lovorikah in malo smo se, opustili, kar so rekli naši bratje. Evropa je v bistvu in zahoden svet bil v prednosti zaradi svojega znanja, zaradi svojih inovacij, zaradi svojih blagovnih znanj, ki jih je ustvaril skozi leta in zaradi poceni resursov, ki smo jih črpali iz drugih držav in jim nazaj prodajali zelo drago naše izdelke. In mi smo zamenjevali eno delo inženirja pri proizvodnji Mercedesa za 10 ur neke delavke na Kitajskem ali Vietnamu, ki nam je šivala cunjice in smo pa zamenjevali naš Mercedes za tisto cunjico in to je lepo delali. Tudi, če rečemo Evropo, smo zasvinjali danes govorimo o zelenem prehodu, ampak več kot polovico vseh izpustov do sedaj smo ustvarili zahodnjaki, k nas je bilo 1/6 vsega prebivalstva. Zdaj pa pametnjačimo in prepričujemo seveda, vi pa nas smete, mi smo to lahko, zato da smo bolj bogati. In mislim, da nas je to malo uspavalo, ta naša pozicija in mi danes živimo relativno zelo dobro glede na to, kaj pa ustvarjamo in kako se giblje svet. Se bolj prizadeva in nas prehteva po levi in desni. Sami vemo, da v smislu inovacij pa tega so nas Kitajci že prehteli na velikih področjih, na drugi strani poceni resursov ne bomo več dobivali, jih znajo. So počasi ugotovili tudi drugi narodi, da jih pa to znajo pravzaprav, da so več vredni in da jih lahko tudi oni obvladujejo. In tu prihaja Evropa v neškarje, da živi pa še kar zelo bogato. Zakaj pa jaz pravzaprav živim kot nekdo, ki bi recimo pri 70 letih 3-krat boljši kot Kitajc, s 3-krat večjim standardom. Ob tem, da sem seveda še enkrat bolj ob tem nezadovoljen v primerjavi s Kitajcem. Da so v vseh teh avtoritarnih državah, ki jih tako kritično ocenjujemo, na koncu ljudje še celo s tisto njihovim skromnim življenjem in verjetno večjo prizadevnostjo še celo bolj zadovoljni. V Evropi smo na Zahodu še
usporedno ob tem, da dobro živimo, še zelo nezadovoljni. Tako da to perspektivno mene bolj skrbi, ker Slovenija bo pač v tem okolju in del tega okolja, postopno se bomo približevali povprečju Evropske unije, ampak kam bo pa Evropa šla, to je pa bolj zaskrbljujoče, ker smo pač preveč razvajeni in nismo pripravljeni naših trendov obrniti. Bomo postali samo še muzej. Ja, malo pravijo, saj za turistične namene bomo zanimiva lokacija, ostalo smo pa šibki in o tem bi mogli bolj odkrito se pogovarjati v Evropi na zahodu kot takim, da bo to težko šle, da se svet preureja. In tukaj mislim, da so največja tveganja za državo, mislim za Evropo kot tako in seveda usporedno tudi Slovenija. Saj bomo sigurno naslednje leta še naprej to ali po z migracijami ali to rodnost reševali, koristili resurse stare, ki jih imamo, koristili premoženje, ki ga imamo bistveno več, tudi neko zgodovino znali tudi izkoristiti, to drži, imamo tudi znanje, to definitivno. Ampak ne vem, mislim, da bi pač morali se bolj zazreti in biti bolj realni, kje smo in seveda zdaj, če bomo na eni strani dajali toliko in toliko več denarja za orožje, da nas ne bodo Rusi napadli, na drugi strani v zeleni prehod vidimo, da je dražji, da je objektivno dražji, čeprav vse razlagajo, da je, in da smo za ta zeleni prehod tudi absolutno odvisni od Kitajcev, ker nas držijo. Da na drugi strani, da je Evropa čisto odvisna v digitalnem smislu od Američanov. To seveda to daš na mizo, so pa upravičene skrbi, ampak nekih potez, kjer bi odkrito rekli, to ne gre ni, še zmeraj, ko govorimo o zelenem prehodu, seveda je lepo, ampak priznajmo, da je potem to dražje. Ne govoriti, ja, to je cenejše, to je naša perspektiva, zato bomo cenej. Ne bo, to bo dražje, to vas bo več koštalo. In definitivno je bil pač pocen plin iz Rusije, bistveno boljši kot pa 3-krat dražji kot z Amerike, ampak mi ga danes porabimo toliko, kot smo ga včasih, samo tega 3-krat dražje plačujemo. To so stvari. Ampak tako da, a lahko rečeva ocena, da je optimizem za Slovenijo, ampak pesimizem, kar se tiče ekosistema, v katerem Slovenija funkcionira. Ja, kako bo šlo. Deva potem preideti na to osrednje vprašanje najnega podcasta. Glede na trenutno stanje, kakšna je prihodnost Slovenije? Prihodnost Slovenije je tako, bom to zelo eksplicitno rekel, zato da bomo lahko nekoč poslušali in videli, kako se bojo napovedi uresničile. Mislim, da prihodnost Slovenije še 5 let zelo dobra. Potem pa znamo s polno brzino v zid prileteti in nas čaka tako ena huda tranzicija, ker bo treba v temeljih spremeniti nekako družbeno pogodbo. In se pravi, zakaj gre Sloveniji tako dobro? Zato, ker pač smo znotraj ene relativno uspešne Evropske unije in predvsem zato, ker toliko stvari prodamo v Nemčijo. In če Nemčija ne samo neha rast, ampak začne padati, kar se zelo zna zgoditi, potem bomo imeli v Sloveniji res velike probleme. In lahko smo 100%, da kakšen Novartis ne bo najprej odpuščal v Baslu, ampak bo najprej odpuščal tukaj v Mengšu. BSH ali pa kakšni drugi teli nemške firme, ki imajo tukaj podružnice, bojo najprej odpuščale v Sloveniji. Skratka, v enem momentu ta ekstremno nizka brezposelnost, ki jo imamo zdajle, se bo obrnil in lahko tako v roku parih mesecev pridemo iz zdajle 4% brezposelnosti na 15% in potem se vse podre. Potem je brez veze govoriti o socialni varnosti, ker ni nobenega denarja, da se jo plača, skratka vse razpadeno. In tukaj si
streljamo v lastno koleno, ko se tako zanašamo na tuje delodajalce. Medtem ko v Sloveniji, tako zame najbolj tako žalosten podatek je, da med 15 največjimi podjetji sedežem v Sloveniji niti eno ni nastalo v samostojni Sloveniji. Se pravi, v 34 letih nismo bili sposobni narediti enega podjetja, ki bi imeli kakršno koli velikost, ki bi imeli tukaj recimo več kot samo eno dobro ekipo inženirjev, ki bi imeli tukaj recimo vodstvo, ki bi imeli interes recimo spodbujati lokalno skupnost. Nič od tega nismo naredili. V 34 letih nismo naredili enega uspešnega novega podjetja. Ok, kar črnogleda napoved, v bistvu, ne? Ampak bi rad začel na pozitivni, na pozitivni plati. 5 let, da bo v redu. Zakaj bo 5 let v redu? Zato, ker se zdaj tako nora količina denarja vlaga v umetno inteligenco, da bo to plusknilo tudi v Evropo in drugje. Skratka, izkušnje prejšnjih teh ciklov investicij kažejo, da imaš tam 5 do 7 let, ko se investira. Pol se ponavadi, se pravi, kapitalizem je tak, da ima te balončke. Jaz mislim, da zdaj nikakor še nismo v balončku, kar se tiče umetne inteligence, ampak skoraj zagotovo bomo. Zato, ker kapitalizem je res dober pri napihovanju balončkov. In mislim, da se bo ta fokus na umetno inteligenco še povečeval. In ne glede na to, koliko veliko priložnosti to odpira, oči pa pričakovanja bojo še veliko večja. In to bo verjetno privedlo do tega, da bomo imeli pač v določenem momentu pok. In potem pač že zelo dolgo časa nismo imeli nobene krize. No. To pol ljudje malo pozabijo, posebej mladi. Ta zadnja res oren kriza je bila koliko 17 let nazaj. Ljudje to pozabijo. No. Aha, in ti jo pričakuješ, da bo prišlo to čez 5 let? Recimo. Ja, jaz mislim, moja ocena, pa zato, ker bo tole posnet, bi jo rad imel tako še zabeležen. Se verjetno se motam, ampak tako če jaz delujem s pričakovanjem nekako, da čez 5 let bo ena taka oren kriza, ker nobena dobra stvar ne traja večno. Na srečo tudi nobena slaba stvar ne traja večno. In trenutno ta nekako obdobje brez krize res že dolgo traja. No. Pač smo imeli ta pretres s COVID-om, ampak ti je bil bolj družbeni pretres kot gospodarski pretres. Pravi, ni bilo enega tega gospodarskega zloma, ki je bil res ta zadnje tam 2008-2009, ko je bila pa Slovenija nadpovprečno prizadeta. In mislim, da v naslednji krizi bo Slovenija ena glavnih žrtev, zato ker smo popolnoma nepripravljeni na to, kar prihaja. Ok. Kaj se bo zgodilo potem? Ja, po tej krizi? Mislim, ena napoved, ko jaz imam, je, da bo energija postala zastonj. Energija bo zastonj? Ja. Se pravi, prej smo se pogovarjali o gigavatih. Se pravi, svet bo imel, to se zdaj že kar kaže, tako vsaj 200, če ne 300 gigavatov novih kapacitet, dodanih v naslednjih 5 letih. Čak, se pravi, to govorimo o 3000 jedrskih? Od 300 jedrskih elektrarn. Vseh jedrskih elektrarn na svetu je 450. Tako da 300 novih je veliko. Večina bo solarna energija, ampak tukaj se zna zgoditi. Skratka, če toliko energije generiramo in vse to gre v pač podatkovne centre za umetno inteligenco,
in potem recimo pride do krize, se pravi, se drastično zmanjša potreba po energiji, vsa kapaciteta je pa še zmeraj tam, pridemo do zastonj energije. Zdaj pa naša družba se potem zelo spremeni, če imamo recimo spremenjeno predpostavko, da energija je zastonj. Se pravi, predstavljajte si, kako bi vaše življenje bilo drugačno, če strošek prevoza bi bil nula. Se pravi, to bi zelo, zelo spremenili in gospodarstvo in navade ljudi in vsega tega. Tako da mislim, da bo en velik šok, potem ta nova priložnost, se pravi, brezplačne energije in potem popolnoma gospodarska rast na eni novi osnovi. In mi imamo tukaj eno analogijo, iz katere se lahko zgledujemo, in to je pač .com iz konca 90-ih. Se pravi, .com je bil ekstremen balonček, ampak vsi smo pa podcenili, kakšen bo efekt interneta na družbo. Se pravi, res je 99% podjetij propadalo, ogromno enega kapitala je šlo v nulo, ampak tisti 1% podjetij, ki so uspela, pa zdaj praktično vladajo temu svetu in se pravi, vložek v tista podjetja je 10-kratno povrnil vsaj vložek v, se pravi, vsa podjetja. In še ena stvar se je zgodila, ves tisti vložek je omogočil širokopasovna omrežja, skratka, zastonj internet. In se pravi, moja napoved je, tako kot je .com prinesel zastonj internet, bo se pravi, tale trenutni razvoj umetne inteligence prinesel zastonj energijo čez tam 5 do 7 let. Wow. In mi bomo tisti, ki se na to ne bomo znali prilagoditi, ali kako vidiš potem ta, rekel, pesimističen del od 5 let naprej? Ne, mislim, da Slovenci smo čist enako prilagodljivi kot drugi narodi. Sam kriza bo pri nas večja. Se pravi, manj bomo imeli blažilcev, višjo bomo imeli brezposelnost, veliko več bolečine bo kot pri kakšnih drugih narodih, ko imajo mogoče kakšno multinacionalko, ko imajo več dobrih podjetij, kjer je recimo ljudi težje odpustiti, zato ker ne sedijo na drugi strani Atlantika in so samo številke v preglednici. Se pravi, te zadeve so zaskrbljujoče, no? Da tukaj nimamo nič tazga, kar bi imeli res dom tukaj. No? Kako se lahko pripravimo na to? Dušan? Razvojna kapica. Premaknemo se zdaj na to, rekel, naslovno vprašanje. Ne? Kaj pa Slovenija? Kakšna misliš, da je prihodnost Slovenije? Najprej se moramo zavedati tega, kar včasih govorimo, pa sproti pozabimo. Slovenija je res izjemno lepa. Pa ne samo zato, ker imamo prelepo naravo, okolico, okolje, zato, ker v Sloveniji živijo res dobri ljudje in ker imamo tudi res dober način življenja. Mislim, kar nekaj sveta sem prepotoval, ne ogromno, ampak dovolj, da vidim vsakič, ko pridem domov, da velja tisti pregovor. Povsod je lepo, a doma najlepše. In mislim, če dalje raješ, se vračam domov. Jaz mislim, da bi se morali pogosteje zavedati, kako neizmerno srečo imamo, da živimo tu, v tem času, s temi ljudmi, ki nas obkrožajo. Slovenci smo dobri ljudje, v povprečju. Pa ne bom rekel samo Slovenci, temveč prebivalci Republike Slovenije, ljudje, ki živijo tu, smo v povprečju boljši, kot si mogoče mislimo. Tudi boljši mogoče v odnosu do sosedov, kot si mogoče mislimo. In mislim, da bi se morali tega prvič pogosteje zavedati. Kakršne koli spremembe se nam že zgodijo v naslednjih letih, se moramo zavedati, da še vedno imamo drug drugega. In moramo si nujno pridržati to pravico, da se lahko odklopimo od zaslonov in od naprav, priklopimo drug na drugega. Ker če prej si me vprašal o skupnosti,
Skupnost obstaja zato, ker se lahko dotaknemo, ker se lahko poslušamo, ker lahko si pomagamo, ker smo skupaj fizično, v živo, včasih nazdravimo in zaradi druženja, pravzaprav z eno besedo. Zato je bistvo skupnosti. Moramo si vzeti čas za druženje, za pogovor, za klepet. Če bomo znali to narediti v prihodnje, me absolutno ne skrbi za Slovenijo, njeno gospodarstvo, za ljudi. Skrbi pa me, pa to ni samo slovenski, ampak svetovni fenomen, Ja. da iz homo sapiensa, mislečega človeka, nastaja homo insulatus, to je ta človek, ki ga opisujem v teh knjigah, Krizolacija. Izolirani, osamljeni človek, ki se ne počuti več povezan z nikomer, ki je samozadosten pred svojimi zasloni, ki mu ni treba nikamor izstopiti, se lahko pravzaprav tudi naroči hrano nadaljavo, ima majo ob sebi. Mislim, tega si pa verjetno ne želimo. In želim si, ko že ravno govoriva v jeziku in o jeziku, da pazimo tudi na svoj jezik. To me pa res včasih jezi, ko ljudje kazijo, mikastijo in mrcvarijo slovenski jezik, ko komunicirajo drug z drugim po omrežjih, ker na ta način kažejo, da ne spoštujejo ne sebe, ne jezika, ne družbe, v kateri živimo. Se mi zdi, da je dobro to, da imamo svoj jezik, ki ga moramo negovati, skrbeti zanj, tako kot rastlino, tamle je ena, in če jo ne zalivaš, če ne skrbiš zanjo, bo uvenela. Pa nisem obseden s to idejo slovenstva. Mislim, da so lahko vsi jeziki enakovredni, ampak ni pa treba, da pozabimo na to, da je naš ta slovenski, ki lahko obstaja tudi v bolj digitalizirani prihodnosti, v kateri se mladi, mogoče včasih opazim, znajo prej pogovarjati po angleško kot po slovensko. Želim si, da znamo klepetati s sosedi. Ko grem s svojimi študenti na Hrvaško ali pa če pridejo Hrvaški k nam, potem včasih govorijo v angleščini. Jaz mislim, da se moramo spet naučiti govoriti s sosedi, pa ne samo s Hrvati, seveda, tudi z Madžari, Italijani, Avstrijci, zato da lahko sobivamo na tem prostoru. Ker jeziki so tisto, kar nas bogati. Več jezikov znaš, več veljaš, to je veljalo že v preteklosti in bo veljalo, verjamem, tudi v bolj digitalizirani prihodnosti, ker ni dovolj, da ti Maja sproti prevaja. Ne, dobro je, če imaš ta jezik v glavi in dobro je, če imaš nasploh karkoli še v glavi, da ne outsourcamo, če zdaj uporabim angleško besedo, predamo nekomu drugemu opravila, ki bi ga morali znati sami. Dobro pisati, dobro govoriti in razmišljati tudi z lastno glavo. Ja, to so zdaj ta tveganja, poneumljanje zaradi uporabe tehnologije. Ne? To pa je nekaj, kar me dejansko skrbi. Namreč, zdaj mislim, da junija je šla neka raziskava, ki so jo objavili predčasno, še pred recenzentskim pregledom, avtorji, in sicer o tem, kako nas veliki jezikovni modeli, ChatGPT recimo, ne poneumljajo, ampak kako nam ubijajo izvirnost, inovativnost. Naredili so raziskavo s 3 skupinami mladih, mislim, da študentov. In eni so pisali na pamet eseje, drugi s pomočjo Google, tretji s pomočjo ChatGPT-ja in potem so jim merili z elektrodami, mislim, da s tem, z elektroencefalogramom, kaj se jim dogaja v možganih. Prva skupina, tistim se je bliskalo po glavi, v glavi pravzaprav, druga že malce manj, v tretji se ni zgodilo skoraj nič. In tudi potem, ko so jih čez 4 dni vprašali, kaj so si zapomnili, si tisti v prvi skupini niso zapomnili skoraj nič, v tretji skupini, tisti, ki so pisali s ChatGPT-jem, niso zapomnili skoraj ničesar, prvi so si zapomnili skoraj vse. In ne pravim zdaj, nehimo uporabljati to vrstna orodja, zato da pišemo hitreje, bolje, da nam pomagajo v življenju, da delajo tudi kaj namesto nas. Ampak mislim pa, da ne smemo dovoliti, da prenehamo misliti sami, ker to pa res ustvarja to, čemur pravijo avtorji te raziskave, kognitivni dolg. Na hitro dobiš neko potešitev,
ko imaš problem, je hitro rešen, ampak ne gojiš pa tistega, kar je bistvo spet človeka, da misli. Zato smo homo sapiens, misleči ljudje. Kakšna je energetska prihodnost Slovenije? Jaz moram priznati, visoko stopnjo zaupanja v moje kolege v energetiki. A smo naredili vse v zadnjih 10-20 letih prav, verjetno smo naredili kakšen kiks, ampak redno smo pa razmišljali, pa gledali v bistvu, kako stvari postavljati pa narediti, tako da je v Sloveniji cena energentov korektna za odjemalce pa industrijo. In tle tudi v času krize skozi neke ukrepe, ki so bili mogoče malo direktni, recimo v poseganje na trg, smo na drugi strani vsem za neko obdobje stabilizirali ceno energentov, pa omogočili, da smo imeli tako gospodinjski odjemalci, kot industrija, neke pogoje, ki so omogočili normalno življenje, bivanje, delovanje, da so določena podjetja obstala. Tako da tudi verjamem, da bomo prej ohranjali to zanesljivost na nivoju infrastrukture, kaj imamo, ta energija pa energenti pridejo do nas takrat, ko jih rabimo, pa po ceni, ki je za nas primerna. Je pa pred nami res obdobje nešteto priložnosti v energetiki. Tako da si res sam želim, da se več mladih odloči tudi za vstop v te poklice oziroma v to sfero delovanja. V energetiki se trenutno stvari dogajajo bistveno hitrejše, kot so se v preteklosti. Veliko stvari je, danes sem že omenil, povezanih tudi z digitalizacijo, kar je nekaj, kar je mladim blizu. In jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, ko sem vstopil v energetiko v času, ko so se odpirali trgi, ko so se stvari spreminjale, na kakšen način smo energijo prenašali oziroma trgovali z njo med državami ali pa znotraj države, da je bila to lepa priložnost, da nas je veliko, ko smo takrat vstopili v to polje, ki je bilo polno sprememb in polno priložnosti, smo imeli res dobre pogoje, da smo se veliko novega naučili, da smo bili blizu izvoru znanja, da smo bili blizu postavljanju novih stvari in enaka priložnost je danes, v bistvu jo vidim tudi za mlade. Če v to polje vstopijo, je na področju kemije, kjer iščemo pa vzpodbujamo iskanje novih tehnologij za pretvorbo elektrike skozi neke kemijske pretvorbe v neke hranilnike, je prostor na nivoju strojnih inženirjev, se pravi neke rešitve, ki bojo pomagali drugačne stroje postaviti, na nivoju elektroinženirjev, ki bojo pomagali te sisteme postavljati, tako na nivoju IT-ja, se pravi inženirjev, ki bojo pomagali postaviti platforme, ki bojo na končni fazi olajšali tudi nam delo, da ne bova midva razmišljala, kdaj se mora avto napolniti, ampak bo infrastruktura primerno postavljena, pa primerno postavljen sistem, da bo poskrbel, da bo najin avto se recimo napolnil. Tako da eno zanimivo obdobje. Tako da upam, da tudi mladi van ga stopijo pa prispevajo svoj delež k temu pozitivnemu efektu, in to je pa večji delež obnovljivih virov, bolj pozitiven vpliv na naravo, da v končni fazi v Sloveniji ostane tako oziroma se stanje izboljša, kot je danes, ker imamo res privilegij živeti v taki državi, ki živimo, se pravi s tako kvaliteto bivanja, kar se tiče narave, čistega zraka, pa da bo tudi še vedno sneg po vrhovih, da bomo lahko vsaj kakšnega sneženega moža naredili ali pa se malo pokepali, če že kakšno zimo namo mogli smučati, kot smo bili mlajši. Torej, z optimizmom zreš v prihodnost. To je zelo lepo slišati. Mogoče bi sam še to me zanimalo, tam, kjer smo začeli na začetku, se pravi, kateri viri energije, v kakšnih procentih trenutno trošimo, ne? Kako bo to izgledalo recimo leta, pa recimo 2050, naprimer. Leta 2050 jaz pričakujem, da bo elektrika predstavljala bistveno večji delež v končni rabi kot danes, se pravi, da znajeti iz nekih 90%, tudi kaj do 50%.
ostalo bodo pa zagotovili bodi si neki zeleni plini, a zdaj bo to vodik, a bo zelen metan, ali bomo še nekaj novega pogruntali do takrat, pa bomo imeli še v neki obliki shranjeno lahko energijo sezonsko, se pravi, aj to o amonijaku veliko govorijo, ali bo pač neke druge molekule, ki ne bodo pač te, ki jih danes uporabljamo kot fosilna goriva, se pravi, tle vidim nek tak miks, recimo, za prihodnost. Nafte ne bo več? V enem delu bojo nafta, zemeljski plin ostali verjetno na nekih lokacijah, kjer bo poskrbljeno, da se bo pač CO2 pa izpušni plini ujel, pa da se bo to ustrezno bodi si shranili oziroma nekam prenesli. Tega se danes nisva veliko dotikala, no, ampak te stvari so zelo povojih, drage so, se pravi, zajemanje izpustov v celoti, pa pol bodi si to vtiskavanje nekam. Norvežani že iščejo v bistvu prazne kaverne, kamor bi se CO2 vtiskaval, se pravi, do zdaj so iskali polne, tiste, ki so z metanom polne, ne? Da se bo del plinovodnega omrežja preoblikoval, da bi lahko CO2 potem šel v kontrasmeri nazaj. Tako da zanimiva prihodnost je tudi na tem delu pred nami. Ja. No, se nekaj mora pa pustiti za naslednjo epizodo, ko štukuje. Res je. Matej, kakšna je prihodnost Slovenije? Jaz mislim, da Slovenija ima, kot sem že danes omenil, predpostavke za izjemen razvoj v prihodnosti. Ima visok nivo izobraženih ljudi, ima odlične naravne in geografske danosti, ima tudi izjemno močan, propulziven ekonomski sektor, tukaj govorim zlasti v malih, srednjih podjetjih. Zadnjič sem bil na srečanju v Sloveniji Business Club na Brdu, ogromno ljudi, ogromno talentiranih ljudi, ogromno pozitivne energije. Tisto, kar Slovenija rabi, je, da torej neka pragmatična politika, ki bi znala to institucionalizirati v nek delujoč pravni red, nek delujoč sistem javne uprave. In če bi se nam to enkrat zgodilo v kratkoročni perspektivi, potem je Slovenija res lahko med najuspešnejšimi državami članicami Evropske unije. In to je mogoče doseči v 10 letih, tudi znotraj tistega status quo scenarija, o katerem sva govorila. Če bi se zgodil optimistični scenarij, so lahko stvari še boljše. Treba biti pa pripravljen na morebiten pesimističen, torej distopični scenarij, torej scenarij, kjer bi se politična agonija in modus operandi, kot smo ga bili deležni zadnjih 40 letij v Sloveniji, da se to nadaljuje, tudi z novimi ljudmi, z novimi obrazi, pa stara mentaliteta. In če Evropa na nek način ostaja ujeta na eni strani med ameriško in kitajsko ekonomsko real politiko in rusko varnostno grožnjo, potem pa bi znala biti pa prihodnost tudi že v prihodnjih 10 letih v Evropi in Sloveniji zelo trpka. Tudi do te mere, da se bi kakšne stvari znale tako zelo pokvariti, da se jih ne bi dal več popraviti. In zato poudarjam, da smo zdaj res v nekem časovnem trenutku, smo res na prelomnici. Na prelomnici, ko se da stvari znatno izboljšati, ali pa še do te mere tako pokvariti, da se jih ne bo dalo v dogledni prihodnosti več spraviti niti na nivo, kjer smo danes. In jaz mislim, da je to tista zavez, katero bi se morali mi danes stopiti v slovenski javni prostor in se v teh zadevah resno pogovarjati. Veliko je na tnalu. To je tisto, kar skratka, smo na neki prelomnici. Absolutno, pa to zdaj nisem, da ne bo to samo retorična figura, jaz mislim, da je to res tako. Da se je nek ciklus zgodovine se je izpel. Za 70 let po koncu druge svetovne vojne je tista generacija, ki je vedela, kaj je vojna lakota, ti praktično ni več. In po padcu Berlinskega zidu se zgodovina ni končala, ampak so prišli na svetovni zemljevid novi igralci,
ki bi se mogoče za tisto zgodovino, za katero si Zahod želel, da bi se končala, se želijo malce maščevati, pa prihodnost napisati po tistih zgodovinskih notah, ki kakšne države niso mogle v preteklosti uresničiti. Okay. In katero od scenarijev bi bila tvoja napoved, oziroma kjer mu pripisuješ največjo verjetnost? Jaz mislim, da pač, če smo realisti, je treba pričakovati, da bomo imeli nek status quo z tendenco nekega izboljševanja, postopnega izboljševanja. Če bo tako, bomo dejansko lahko vzdržali. Če bomo imeli pa status quo z tendenco nazadovanja, potem smo pa zelo blizu nekemu pesimističnemu scenariju, po katerem se bomo časov, o katerih danes govoriva, samo še nostalgično spominjali.